V torek 18. in v sredo 19. aprila je v Ljubljani in v Trstu potekal mednarodni znanstveni posvet o Matevžu Ravnikarju, ki se je rodil 1776 na Vačah in umrl 1845 v Trstu, književniku, jezikoslovcu, šolniku, duhovniku in prvem tržaško-koprskem škofu. Tržaški del, ki je bil izveden v slovenščini in italijanščini, je odprl predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu Martin Brecelj. Nadalje so udeležence pozdravili dr. Matjaž Ambrožič, glavni organizator, direktor Inštituta za zgodovino Cerkve, ki deluje pri Teološki fakulteti v Ljubljani, Ivan Porteli, predsednik Inštituta za socialno in versko zgodovino iz Gorice, Gregor Šuc, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu in častni pokrovitelj posveta, apostolski administrator tržaške škofije, nadškof monsignor Gianpaolo Crepaldi. V ospredju je bilo Ravnikarjevo škofovanje v Trstu v letih 1832-1845, ob tem pa tedanje razmere v tržaško-koprski škofiji. V treh vsebinskih sklopih predavanj z razpravami so škofa Ravnikarja predstavili Ilarija Montanar na temo Razlogi za Ravnikarjevo posvetitev za tržaško-koprskega škofa v ljubljanski stolnici. Igor Grdina, v njegovi odsotnosti je predavanje prebral Renato Podbersič. Od modernizacijskih reform prek revolucije do navidezne restauracije. Salvator Žitko, tržaško-koprska škofija in njen odnos med mestom Trst in škofijo v času Ravnikarjevega škofovanja. Ivan Porteli, javno šolstvo v tržaško-koprski škofiji v letih Ravnikarjevega škofovanja. V drugem sklopu Liljana Ferrari, protokol tržaško-koprskega škofijskega ordinariata v letih 1831 do 1845. Miha Šimac, Ravnikarjev pogled na stanje v tržaško-koprski škofiji v luči vizitacij. Tomaž Simčič, škof Ravnikar in njegovi sodelavci. V tretjem sklopu pa Renato Podbersič, Mihael Verne, sodelavec škofa Ravnikarja, Andreja Klasinc škofljanec, oporoka škofa Matevža Ravnikarja in Ivo Jevnikar, škof Ravnikar v slovenski in italijanski historiografiji ter publicistiki. Moderatorji so bili Renato Podbersič, Ivo Jevnikar in Salvator Žitko. Po končanem posvetu so udeleženci odšli na pokopališče Svete Ane in obiskali grob škofa Ravnikarja. Prisluhnemo odlomkom posameznih predavanj. Novi tržaško-koprski škof Ravnikar se je torej znašel v takšnem raznolikem okolju, kjer je v 15 dekanijah njegove škofije delovalo takrat 334 duhovnikov na različnih zaupanih jim službam, ki so skrbeli za dušni blagor 187.623 oseb. Slabe razmere novi škofiji si je ogledal tudi cesar Franc in ko je vse to videl, mu je, kot poročajo Ravnikarjevi biografi, povedal, da mu niti malo ne zavida stanja, v katerem se je znašel, da pa lahko vedno računa na cesarjevo pomoč. Seveda, pohvala vsakomur dobro de, vendar od pohvale ne bo veliko, namreč potrebuje konkretno pomoč, konkretno skrb. Kanoniki iz Leonardisovega časa so bili v stolnem kapitlju sprva še Tržačan Giuseppe Milanič, Istrana Giorgio Peculič in Pietro Parentin ter Ljubljančan Andrej Mešutar. V teku Ravnikarjevega škofovanja pa je izpraznjena mesta v tržaškem kapitlju postopoma zasedlo 5 Slovencev, 2 Tomajčana, Jurij Ukmar in Jakob Černe, Postojnčan Mihael Verne, Openc Tomaž Mallan in Peter Aleš, ki pa je bil doma iz Vodic na Kranjskem. Razen Ukmarja so vsi izstopali zlasti po tem, da so si v okviru svoje duhovniške službe močno prizadevali za napredek ljudskega šolstva. V tem smislu lahko trdimo, da je skupina omenjenih slovenskih kanonikov sestavljala nekakšen šolski štab, na katerega se je lahko škof opiral. Torej, govorili bomo o Mihaelu Vernetu, ki je bil danes že omenjen, pravzaprav tudi včeraj. Šlo je za zelo ozkega sodelavca škofa Ravnikarja, tudi človeka, ki se je navdihoval, je imel škofa Ravnikarja za svoj vzor. Škof, ki ga je povlekel v Trst, ki ga je
podpiral vsestransko in mu dejansko stal na poti oziroma ob strani njegovi poklicni poti. Bil je zgodovinar, prevajalec, profesor, nadzornik šolski, stolni kanonik v Trstu, skratka izredno zanimiva osebnost, ki je nekoliko izšla iz našega spomina. Lani je minilo 225 let njegove smrti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem prijatelju Ivu Jevnikarju, ki mi je objavil, me je spodbudil za objavo prispevka v tržaškem mesečniku Mladika. Z tega mesta bi torej povedal, da je najboljši slovenski mesečnik. In potem je nastala tudi ideja za ta referat. Glavnina premoženja škofa Ravnikarja je bila v gotovini, nekaj več kot 45.000 goldinarjev. Nekaj sredstev pa je v dedno maso prispeval iz kopiček od prodaje njegovih konjev in vozov, pohištva nekaterih vrednejših predmetov, zadolžnica nekega Leopolda Terdiča in nekateri še zaostali prejemki, ki so mu pripadali s strani države, še neizplačani menzalni dohodki ter tečajna razlika za zlatnike. Terjatve, ki jih je bilo potrebno izplačati, predstavljajo stroški zdravnikov, pogreba in nagrobnega spomenika, stroški izvršitelja oporoke, plačila oskrbnikov, veterinarjev, pisarjev ter razne pristojbine in plačila, ki v času njegove smrti niso bila poravnana. Pozneje je več italijanskih avtorjev zavzelo kritično stališče do Ravnikarja, češ da je bil protiitalijansko nastrojen, kar se v spletnih objavah pojavlja še danes. V slovenskem jeziku najdemo v kasnejšem obdobju veliko podatkov in ocen o njegovem jezikoslovnem, prevajalskem, književnem in šolskem delu v strokovnih razpravah in knjigah teh področij. Med ljudmi pa je pretežno znan edino le zaradi Prešernove puščice na račun njegovih posegov na jezikovnem področju, znani Gorjancev naših jezik potujčvavši, si krivda kolne kmet molitve bravši. Veliko manj je bilo, do nedavne razprave Mihe Šimaca in Jureta Volčaka, celovitejših analiz njegovega škofovanja v Trstu. In ravno temu drugemu delu Ravnikarjevega življenja in odmevom nanj v slovenski in italijanski historiografiji ter publicistiki pa je ta referat prvenstveno posvečen. Ravnikarju ni bila ne med Slovenci, ne med Italijani posvečena kakšna temeljitejša monografska raziskava. Dokaj natančno pa ga obravnavajo slovenska leksikografska enciklopedična dela, slovenski biografski leksinon, primorski slovenski biografski leksikon, Enciklopedija Slovenije, zadnja leta tudi nekateri spletni viri.